Danes popoldne je bilo pred osnovno šolo Stranje zelo živahno, kako tudi ne, saj so odprli nove metre varnih poti v Stranjah in prometni bič pri osnovni šoli Stranje. Kaj to pomeni za sam kraj Stranje in osnovno šolo Stranje, pa nam bosta povedala predsednica krajevne skupnosti in ravnatelj. Mi smo zelo veseli, da se je situacija izgradnje pločnikov končno premaknila z nulte točke, da se je nadaljevala proti spodnjim Stranjam. Seveda pričakujemo in pa zahtevamo, skoraj bomo rekli, izgradnjo naprej, kajti nadaljuje se proti spodnjim Stranjam, da se zaključek naredi proti vasi Stovnik. Vendar imamo pa skrito željo, da bi se stvar nadaljevala proti Kamniku, kajti prostora je dovolj, lahko bi naredili in izgradili pločnik in kolesarsko stezo in tako rešili velik problem, ki predstavlja za kraj. Obenem bi pa, glede na to, da se varne poti urejajo, izpostavila mogoče še problematiko, ki nas pa veže v drugačno luč, to je pa problematika Velikega jezu oziroma šikane na Velikem jezu. Tukaj se pa država mačehovsko obnaša do nas in nas postavlja v nek neenakovreden položaj, kajti šikana je približno 4 leta že polovična zapora ceste, katero občutimo vsi, tako tisti, ki vozijo s tovornjaki ali pa tisti, ki vozimo s osebnimi vozili. Ne malo nesreče že bilo, vendar država se ne zgane, pripravlja se. Upajmo, da v kratkem obdobju doživimo tudi to, drugače bomo morali cesto zapreti. Drugi problem nam pa predstavlja tudi most pred šolo. Krajani bi in razmišljamo, kako bi poskušali zaščititi šolsko dvorišče. Krajani smo dali predlog, da bi most zgradili nov in zaobšli oziroma obšli šolsko dvorišče in s tem izboljšali kvalitetno življenje oziroma varnost otrok pred šolo. Bomo videli, kaj bodo projekti, ki se izgrajujejo, pokazali, vendar naša želja in zahteva je, da bi ta most zaobšel šolsko dvorišče in rešil zamašek, ki nastaja pri gasilnem domu. Ja, v Stranjah in za šolo, pravzaprav za naše učence, je ta prometna varnost izredno kočljiva. Mimo šole, pravzaprav preko šolskega dvorišča, skoraj bi lahko rekel, se vije cesta, ki je obremenjena z težkimi tovornjaki, ki vozijo material iz peskokopa in kamnoloma kalcit. Teh tovornjakov so naši učenci našteli preko 100 na uro. To pomeni, da več kot je osebnih prometnih sredstev, ki se uporabljajo v tem kraju, je več tovornjakov na cesti kot pa. In to takih, kot se zdaj recimo pelje mimo naju, ki so naloženi po 15-20, nekateri si celo do 30 ton in to so hude obremenitve. Njihove zavorne poti so daljše kot pri osebnih avtomobilih in učenci so na poti v šolo in o povratku domov nenehno ogroženi. Zato so pločniki, urejene varne poti, urejena signalizacija, ki opozarja na naše učence na cesti, izredno pomembna. Nekaj se je s tole novo pridobitvijo danes teh naših, bom rekel, skrbi ali sivih las umaknilo. Nekaj problemčkov smo rešili, ostajajo pa še drugi in pravzaprav reševanje tega problema je naša nenehna skrb, za kateri posvečamo ogromno pozornosti in skupaj s krajevno skupnostjo, svetom staršev, krajani v naši soseščini poskušamo zagotoviti čim bolj varne poti za dostop do šole in potem povratek naših učencev.